Tole snemaš. Jaz pa moja Tjaši na Patmosu. To je bil najsrečnejši dan mojega življenja. Całkejden ziemiele je kumaj zeuzele kadija kadeja kadija kado. Pač mogoče bo kaj izven fokusa, pa kaj slab sound, ampak to ni legit serija. Mi smo sam študenti in delamo prakso na lokalni TV v Cerknici. Ker nam Turk, šef televizije, ni najdel nobenega drugega dela, smo se zmenili, da bomo ta čas samo testirali neke nove kamere. Evo, pomilc, kartice, glavno vse je zraven, lahko vzamete domov, da mečkam preštudirate, samo ne pa izjevate, je prav? Evo, je čisto nova stvar, bodite previdni. Ti pa že imaš, ne? To je izgledalo tako, da smo vsak dan snemali zaposlene in vse skupaj je izgledalo kot nek boring reality. Mal terena, kakšen čikac, večinoma pa pač sam 9 to 5 za kompom. Ampak en ponedeljek je prišla novica. Šef je na razpisu dobil sredstva za novo mladinsko oddajo in odločil se je, da bo za ta projekt zaposlil novega sodelavca. Kar pejdi. Dost! S tabo vse redo? Zdravo, malo mi je sodelavca povozimo. Evo, to je Renato Seliškar, fant, o katerem sem vam govoril. On bo za čas projekta vsak dan kle na televiziji, tako da boste mogli mečkam skupaj sodelovati. Renato, v bistvu Renku, kar se sam predstavlja, je od šefa dobil še zadnja navodila in začel delati svojo oddajo. Turk je spakiral kufre in šel na dopust na Tajsko, mi smo pa še naprej vsak dan snemali, kaj se dogaja na televiziji. To si je pripravil od scene, ali kaj? Dej pusto, dej hraj poročaj, kako je bilo včeraj. Ja, malo so proslovile, ne? Ja, in si se sprsil? Ja, malo sem častil, itak, ja. Kaj smo, rojsten dan, ali kaj? Ne, obletnico so imela z Drago. 5 let. Ne, čestitam. Ej, kaj si ti bubice pospravil? Odzadaj so v omari, desno. Živijo? Jo. No, si pol kje pripravil? Ja, šla so na večerjo, ne? In sem se s kelnerjem zmenil za 5 svečka, več za 5 let, ne? In to je bilo itak ful všeč. In pol so šel v kino, pol so šel domov in je bilo itak že toliko zmatrano, da je šla sem spat. To je to. Ja, pa si kupil un seksi peril, ko sem ti kazal. Ne, nisem, ne. Zakaj ne? To nje itak ne bi bilo všeč, ker to se ne zdi tako malo seksistično, ne. Pa pač vse po en stran ima prav, zakaj bi se ona mogla tako oblačiti zame, veš? Ja, pa tudi malo je pedofilsko, če ne drugega. Mislim, če je 5 let stara ta mala, ni? Ne. Mislim, sam jaz porazmišljam. Ne, nobenih otrok. To je moja punca. S punco so imela 5 let. Mislim, nobenih otrok. Obletnico so imela 5 let. A ja, sem mislil, da imaš še Ne, dejno. Mislim, kako lahko sploh kdo pomisli, kaj takega res. Kupil se mi bom za Emporium, pa ne si kup, kar ji paše pač. Mislim, ker če bi kupil tist, kaj si ti rekel, bi bila samo žaljena na koncu.
Pisa škola tako razmišlja, kaj bi pasala. Dobro, no to pa ne moš vedeti. Prav vidim je v unih rdečih čipkah, pa tako ena cifra premehna bi kupil, da malo stisne. Mogoče kakšen čovkarček. Mislim, Aleksa, lahko prosim. Pizdasti majmune. Lahko brez takih primitivnih. Model kva, pisa, če si ne moram pomagati. Vi imate vsi neke bejbe. Aleks, spolnost je intimna stvar, ja? Ne moš ti kar tlele sredi vseh nas začeti slačati jašo. Več meni to ful ni bilo zdaj prijetno, ja? Ja, sorry, pisa, si občutljiv, no. Ker nimaš ti nobene prijateljice, ali kaj? Jaz prijateljic imam kakor češ, so sam prijateljice, a štekaš. Ne moraš štekati, ker to so zajebane scene. Ej, ne rabite biti nič narodno, sam nek mi pa moraš povedati. A si že bil kdaj s kakšno žensko? Ne. Ok, ampak če bi se recimo zbližal s kakšno, pa da prišlo do občevanja, a bi lahko ti, mislim, je tvoje telo... Ja, bi, meni dela vse. Ok. Lepo pa pridi do mene v mojo pisarno, pa sva kaj spomnil najprav. Mislim, lahko, če imaš kakšno dobro idejo. Pa da pokaževa pičkam, kdo je tiger, a? Lepo pozdravljeni v oddaji 100% Cool z Renom. Danes je z nami priljubljen umetnik in glasbenik Dejan Dogaja. Živijo, zdravo. Na vašem TikTok profilu sem videl, da nastopate za mladino z Downovim sindromom, kar se mi zdi zelo lepo in pohvalno. Mi smo mladinska oddaja in zmeraj hočemo dati tudi nek vzor, nek zgled za mladino. Tisti, ki imajo pač, ali so to telesne hibe, ali so to psihični problemi, jim je treba pomagati in se mi zdi, da je glasba neko, se mi zdi, da je vsaj za kakšen trenutek tisti z velikimi problemi lahko pobegnejo stran v lepo in poje in žurajo z nami. Glasba je že dosti ljudi rešila od samomorov, od drog, od alkohola. Velik procent je zdravilnih učinkov. Kolikrat na mesec poprečno nastopate? 4-krat, 5-krat na mesec poprečno? Bo kar večkrat. Bo še večkrat? Ja. No, to se mi zdi res fascinantno. Res nisem vedel, da je v Sloveniji toliko ljudi se z Downovim sindromom, da lahko 5-krat, 6-krat na mesec napolnite šotor. Dajmo tule malo kat, tu si se po mojem malo zataknil, da si Downom... Jaz kaj zamešal? Da si rekel Downom, jaz ne, si mislil, da igram samo za Downove sindrome. Jaz sem mislil v bistvu na nek način pohvaliti, a ne, sem hotel reči, da se mi zdi, da bi imeli še dosti večjo kariero, če bi nastopali za vse, ne samo za tiste s posebnimi potrebami. Jaz se ne nastopam za te, to je problem. Aha. To je mogoče tu pa kdaj nastopil za njih, ne? Aha, ja. Najbolj, da greš od vprašanj, nek se najde, ja. Mislim, mogoče na mesec dvakrat pa 3, ne, stalo so normalni nastopi, ne. Imaš rad slovenske serije? Ja. Ne vem, mogoče imel pa sam slab dan. Slab dan. Meni piše, da mora biti oddaja dolga pol ure. Ta tip je naredil dobrega materiala za 5 minut max. Kaj je s tem delom? Ne vem, mogoče rab samo malo časa, da se vlafa, veš. Nič. Bomo dali to Bredi, pa ne se ponovno z njim zajebava. Hej, kaj pa če bomo midva, kaj rečeva? Mislim, da ne sekiramo Brede takoj. Kaj vam, boš ti rekel? Mislim, jo lahko. Ok. Ta je lepa, to imajo rade to. Kaj pa delata vidva? Ren mi bo Tinder naredil. Čakaj, kaj? Tinder mi bo naredil, pa me bo probal kakšen dejt zrihtati. A ja, to ni za službo? Ne. Daj sem pogled, no.
Jaz si nočem nič težiti, ampak a nimate vidva nič za delati. Vse smo posneli. Sej glih zato sem hotel reči, da s Sebatom sem mislila, da bi bilo mogoče fajn, da še nam pokažeš vprašanja pred oddajo, no. Da se mogoče malo pripraviš na oddajo. Vse je bilo dobro. Ne vem, no, mislim, meni že to, kar zdaj delate tukaj, se mi ne zdi dobro. Pač res je fajn, da se skoncentriraš na oddajo, ne pa da delaš nekaj drugega. Le, jaz sem Alekse prej obljubil, da mu bom pomagal zrihtati dejt. Ja. Vsi si bil zraven. Koliko cajta vidva že delata skupaj? Ja, ne vem, mene 2 leti. In nisi nikoli pomislil, da bom mu pomagal. To pa res ni v moji moči, no, jaz se ne moram v to vtikati. Ja, okej, ne moreš se tu vtikati, ampak pa tvoje ženske vse fotke lajka, ti pa najbrž ni všeč, a ne? Ja, ne, itak da mi ni. Pa ne bi se čudil, če tudi Sablo kdaj nabruse zraven. Tega pa ne dela, no. Ja, ne vem. Ti poved. Dobro, kaj je to važno? Ja, je važno, da bo razumel, v kakšni situaciji si, da bo videl, kako se ti počutiš. Ni važen glih za to, važen je za to, da to mi razčistimo, ker to pač se ne dela, to ni normalno. Glej, Aleks, važno je, da poveš, no. Sem to ima tudi krene fore. Aleks, a lahko prosim odgovoriš? O, delajte, ste pridni. Se upravičujem, sam tole sem ti prinesla, pa preber, ko boš imel čas, veš, se nič ne mudi. Aleks, ko boste končali, prid k meni za 1 minutko. Ja, sej, smo že fertik, tako da... Spis do tebo. Aleks, a mi lahko prosim odgovoriš? Kva? A si delal to na fotke od Jaše, kar je Ren rekel, da si delal? Okej, glej. Če ti bo tako lažje. Če nisi, reč ne. Če pa si, pa sam pejton. Ja, dej omakam se, Ana. Danes je z nami umetnostna zgodovinarka, kustosinja in predavateljica Petra Vencel. A je res, da če je slika večja, potem tudi več stane in obratno, če je manjša, potem je cenejša? Ne vem, odkot pravzaprav bi lahko to merilo vzeli. No, zagotovo je, da je format lahko tudi eno od meril. Ni pa to obvezno. Zdaj, en sosed naše vasi je včasih delal v tovarne, v proizvodne in en dan so malo popili, no, ker precej so popili. Malo bomo spustili. Ja, ampak to ni smešno. Smešno je to, da mu je potem obe roke potegnilo v mašino in mu jih je čist demoliralo in potem je on začel slikati z usti. A mislite, da ljudje, ki slikajo z usti ali pa z nogami, lahko konkurirajo na trge umetnosti slikarjem, ki imajo roke? Poslušajte, to je, mislim, pravzaprav sploh, meni se to sploh, mislim, umetnost ne pozna meja. Kjer je volja, tam je pot. In če umetnost usrečujete, notranje napolnjuje, mislim, jaz ne vidim ovir. Se on je polen cajt še slikal z uste, a ne, sem zdaj pa tudi z uste ne more več, malo zaradi starosti, malo zaradi alkoholizma, se mu malo trese tarele, bom rekel, zobe, ja. Ampak on se ni vdal, ne, on je pol začel slikati z nogami. Ne. Ampak še zmeraj on precej nezdravo živi, doskrat pije, mislim, tako, sem ga tudi glizant, sem ga videl, sem rekel, lej, namre, da je mal se k sebi sprava, ne, pazi vse na te noge, ki jih imaš, ker če ti bodo še to odrezali, je sam še ena stvar, kamor si lahko čopič utakneš, ne. Ja. Sam, če boš spod pazduho risal, ne boš tako precizen.
Ja, to so pa osebne zgodbe. In zato me je blokirala, kaj? Ja? Zakaj si šel pa to povedati? A čakaj, zdaj sem jaz kriv, ali kaj? Jaz sem hočem, da je Tjaša varna na internetu, pred takimi, kot si ti. Dobro, ni zdaj to neka nevarnost, no. Aleks, ogabno je, a prav? Pa da ji ne bi dodajal z kakšnih fake profilov, ker bova zdaj še bolj pozorna na to, ja? A ti dejansko misliš, da sem jaz njen edini follower, ki gleda njene slike, pa sem še malo fajn zraven? Te, prosim, lahko neha s takimi, no. Stari, če objavlja take slike, izikar tudi drugi tipi lajkajo, pa pošiljajo svašta. A sploh daj pogledaj v inbox? Ne, nisem in tudi ne bom, ker ji čisto zaupam. Hej, dobro novico imam. Za koga? Zate. Dobro, posledično tudi za enega. Kva pa? Dejt sem te zrihtal. Kva? Čez 2 urce imaš dejt. Da ti to resno? Ja, včeraj te je mečalo za eno, sva si malo pisala, sem je zdela kar v redu, pa sem rekel, ne, kar sem pride. In je za? Ja. Fak, sploh ne kaj ne rečem. Ko je pa mi? Valentina. Valentina, imaš kakšno fotko mogoče? Da vidim. Fak, kot je pa to ratal? Fak, zdaj sem kar malo žičen na to. Dej, a lahko vidim? Lej, ti se sam sprost, kakšen deodorant se dej in to je to. Nimaj tkaj narobe, okej? Ja, okej, sem kva naj tle delava, kam naj se dava. Ne morem me kar v pisarno pripeljati. Se ne bravi za vikend zmenil. To moraš tako, a miš, da te bo čakala do vikenda, ali kaj? Misliš? Pa le, čez 2 ure so zmenjena, ona se verjetno že rihta. Čak malo, Ren, zdaj gledam profil od Aleksa. Ti si objavil sam fotke od vratu navzgor. Čak, kva? Dobro, se jim treba vsega takoj pokazati. Se ga bo počasi poznala, a ne? Ja, pa ne moreš skrivati tega, da je na vozičku, no. Pa ni to zdaj, da nekaj glih skrivamo, no. Bolj gre za to, da naredimo en nežen uvod. Pizdi, to je res motko, no. Ne moreš se tako iti, no, Ren. Itak me v polu živo videla in bo sam še slabša, veš. No, to pa nismo mislil, a? Sem. Lej, ti sam bo tu, kar se, okej? Jaz sem mi že malo nabijal, kaj ti počneš, ampak nič kaj tacga, no. Tako da ti sam, go with the flow, prav? Okej. Id doje, no. Ajde, 5 gremo, no. Ja, vzem voziček, ne? Ja. Ja. Vso srečo. Thanks, thanks. Lej, vsaka situacija v življenju, ki se te zgodi, te nek nauči. Dobiš kakšno novo izkušnjo. Zdaj, v tvojem primeru konkretno, ne bom te obsojal, ker ne vem, kaj je bilo, ampak verjetno si se kakšnega frajerja delal, si s kakšnim avtom teral ali pa z mopedom. In si naredil jebo, ja. Ampak si šel čez to in si postal močnejši človek. Mislim, karakterno.